Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Zlatko Đogić, lepo zdrav. Lepo zdrav. Prismojeni profesori bluza, Wacky Blues Professors, čakali smo na vas, ne? Zato, ker ste rekli, da bi radi igrali na strehi, ne? In je moral priti maj ali pa mesec junij. Kakšen je feeling, ne, zdaj na strehi? Odlično. Mislim, mi smo si zaželeli, da so nam najboljši igrali vse outdoor stvari. Pa tudi, ko igraš muziko, je dober občutek, če lahko pošleš čim dlje, pa da te sliši čim več ljudi. Se mi zdi, da bo v tem primeru tudi tako lahko. Helena, pozdravljena. Dobro jutro. Ne, sva se že pogovarjala, da ko bodo prišli prismojeni, bomo mogli kakšen vijak, ne, da ne rečem po štajersko, šrauf na odru ponovno zategniti. No, se zato pa pauza, ne, poletna idealka, mislim, da ne bi mogli bolje zadeti. Če nam ne razstavijo, pa imamo časa na 3 mesece, recimo tako, ne. Da ga sestavimo. Kdo ste prismojeni profesori bluza, oziroma uporabljate zdaj oba poimenovanja, Wacky Blues Professors ali prismojeni ali oboje ali kako? Ja, večinoma itak igramo po Sloveniji, pa uporabljamo to prismojeni profesori bluza. Vse to ime v bistvu že, smo ga čisto naključno dobili, pa se nam je zdelo, da bi bilo, da je glasba v prvem planu, tako da če ime malo prismojeno ali pa čudno, da se bojo ljudje že navadili. In se je to tudi zgodilo, zdaj ljudje čisto normalno izgovorijo to. Na začetku smo pa skozi poslušali o tem, kako je. Lahko bi imeli tudi kratice, ne? PBB. Ja, se tako imamo ponovadi. No, se v bistvu, ne, poznam par ljudi, meni zelo blizu, ne, ki pa vas poznajo samo pod imenom prismojeni. Ja, in to je to. V bistvu tudi, na koncu pol prije do nečesa, tako kad dobiš neke nadimke v osnovni šoli že, pa se te pol držijo. Se mi zdi, da nas tudi pol, ali pa pogledaš jih, pa vidiš te ljudi, take malo čudne, pa rečeš pol, da so bolj prismojeni. To je. Kdo smo? Ja, smo jaz, sem Zlatko, pa pol je Miha, pa Julijan, pa Aleš in v bistvu ta skupina obstaja že od leta 2008, tako da smo igramo že, ne vem, koliko je to zdaj zgodaj zaračunati, 13 let, 14 let. Ja, ful že dolg. Tako da smo rateli kaj ena družina, pa prijatelji, pa družine smo že tako, kako bi rekel, šir smo povezani, kakor sam glasba. Nisem iz nekega, nikoli niti ni bil projekt, ko smo štartali to v bistvu v srednji šoli. Takrat je bil še od Julijana brat Miha v skupini, zdaj pa zadnje 3 leta je pa še Aleš. Je Aleš, tako da smo štartali že iz srednje šole, tako da je to tak res že domač družinski band. Zdaj, glede na glasbo, pa na imidž, pa kot si dejal, ne, bi vam človek pripisal kakšen turbas, kakšnega Volkswagena Bullija, ne? Recimo s takšno zanimivo grafit varianto, recimo gor na avto, ne? Bi to bil, recimo, kakšna epizoda za vas? Ja, se imamo ta naš turbas, mislim, ta kombi, ki ga tistega bi bilo mogoče spet treba pol čuvati, zdaj imamo svoj kombi, ki ga pač pustimo tudi drugim ljudem, da ga vozijo. Zančo Ajdošče nismo glih eno fanto pustili, da nam voz kombi pa je v trgu, malo kombija pa malo hiše. Pa če bi imel tak vintage, tu bi ga mogel pol čuvati, ker bi bil že tok star. Vse opremo imamo tok staro, tako da tu pa je zdaj vse v avtu. Kuhna, kopalnica, dnevna soba, spalnica. Ja, v bistvu je sam nogavice so potleh, pa obleke, to pa vse ni nič drugega ni. Ampak je tako, da še vedno nekako odkar imamo pol ta kombi, ki je leš kupil, smo že v bistvu pol na cesti, ker tudi precej s tem. Koliko muzike ste do zdaj že posneli? Izdali smo 3 studijske plošče, pa 1 živo ploščo iz Križank. Drugače pa smo posneli ful več. Ker imamo, naredili smo si v Hlevu, nekem starem smo si naredili studio, tako da pol tam snemamo. Tam smo snemali tudi to zadnjo ploščo. Tako da lahko rečemo, da ste dejansko sami svoji producenti, kreativni vodji ali kako? Ja, itak, za eno, ker raziskuješ pa iščeš svoj zvok, je to tak dolg proces, ker zares tehnologija gre naprej, pa mi itak tudi igramo na neke take zelo, v bistvu nam je ta zvok starejših inštrumentov še bolj všeč. Tako da zdaj se sliši odgovor. Zdaj sliši, ne, ko fantje vadijo. Kaj bo, ko bodo še bobni zraven, ne? Ja, vse so že, Julian skoč za bobne, pa jih igra, ki je ful navdušen nad Julian, ki igra kitaro drugače, nad vsemi inštrumenti, tako da zdaj ga slišam, da že bobne igra. Dobro, privoščili se bomo malo muzike. CCR, Good Golly, mi smo seveda CCR-i nekako, če jih ne bi izbral, bi vam jih pa jaz dal na playlistu danes, ne?
Koliko ste jih žulili skupaj, recimo, ali vsak zase? Ja, prav tako, da bi jih ful igrali, to nam je res užitek poslušati, pa skozi preposlušavamo, ampak tako, da bi jih igrali tudi v bistvu ene stvari, ampak nikoli jih nismo tako, da bi jih prav skidali. Sam pa uživamo res v tej muziki, pa ful enega energija, pa ne, se mi zdi, da je taka ful poslušljiva muzika. No. Dobro voljo, to spravo. Tako, ne, da se do dobro prebudimo in pripravimo na koncert. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, prismojni profesori bluza od 10 in 15 uživo na naši strehi. V glasu je rekel testna vožnja. Ne? Je koncert zasedbe prismojni profesori bluza, ko se usedete na oder, tudi neke vrste testna vožnja? Ja, bi rekel, da za tega, ker ne uporabljamo te klasičnega pristopa, da bi si zapisali vse, da bi si določili točen potek koncerta, je pa v bistvu res testna vožnja. Testna vožnja tega, koliko smo povezani v tistem času, vsaj za začetek, ker veliko odpiramo kar s kakšnimi džemi, da noben niti ne ve, kaj bo. Pa testna vožnja tudi tako, da vidiš, kam te lahko odpele, da nikoli ne veš, v bistvu, v katero smer. Kako poteka potem ta nek dirigent je znotraj benda, ki vas vse poveže, en drugega opazujete, da to funkcionira, ker pri improvizaciji moraš biti kot na nekih strunah, povezan v neki mreži. Ne? Ja, no, vse ta mreža se itak vzpostavlja s tem, da se družiš čim več, mi se družimo še izven muzike. Tako se vzpostavlja največ mreža, da ti nekoga, da veš, kje nekdo bo, takrat, ko bo, tako kakšna ekipa, si predstavljam, ker že veš, kje bo nekdo stal, ali pa prnogomet, ali pa lahko predstavljaš si. Čist nagonsko. Drugače pa, ja, naredi se to, ta mreža, drugače pa tudi, ja, se vsi veliko se naslanjamo, ali recimo se odvisno od komada. Če ga jaz pojem, pa če imamo nek improvizacijski del, se naslanjamo na vokal, če ne se naslanjamo na kitaro, ali pa nek melodičen element. Pa ne vem, pa že z časom razviješ toliko zaupanja do so bendašov, do teh ljudi, ki so s tabo, da je že toliko zaupanja, da pol vsi suvereno delujejo, pa še vedno imajo dovolj prostora, da imajo svobodo, da delajo, kar hočejo. Pa da ne dvomijo vase. Tudi če si boste kakšnega člana še dodali, bi to bilo recimo tudi. Ja, se pa, ali pa gosta recimo. Tako z gosti, tudi kaj igramo, ponovadi se zbiramo že po karakteru, tiste ljudi, ki jih poznamo, ne zbiramo se tako, da bi nam bilo neko ime, ki bi ga radi imeli zaradi imena zraven. Večinoma so to ljudje, ki so nam blizu tako, zato ker vemo, da lahko sam na ta način dobro delamo skupaj. Mislim, vsaj nekako iz tega izhajamo. Z nekega prijateljstva. Kdo pa so recimo bila najboljša sodelovanja, ki ste jih naredili? Oziroma katera? Drugače nismo toliko spet, da bi bili ultra usmerjeni v to. Se nam zgodi sproti. Kaj se, taka bolj naključna. V bistvu nikoli, mogoče bolj kot da so bila kakšna, ki smo si jih vnaprej, pa da bi hoteli iz tega delati nek spektakl, so bila kakšna sodelovanja, ki so se nam zgodila recimo bolj tako, ne vem, s Klemnom v neki lovski koči sred Logatca, ali pa ker smo slučajno na istem žuru, igrali pa je on prišel gor, ker smo mi imeli svoj set, pa tako, pa smo skup tam se zabavali čez noč, ali pa, no, take stvari, ja. Recimo, jaz jih predstavljam tudi s kakšnim letnim prvakom, mladim upom na harmoniki, recimo, ne, ki ga srečajo na eni gasilski veselici, kjer so čisto slučajno prišli samo na pivo. Ne. Ker jim je pač guma na avtu. Ne. Tako, ne. Ja, po večini, če ne pustijo igrati, igramo. No. Tako da, vse smo že drugače, če se iskreno, mi smo sem prišli sicer spati en večer, prej smo itak preklicali vse v Mariboru, če bi lahko igrali. Pa večino folka, ki ga poznamo, je bilo tako, ne, da moraš prediti to sicer parjal, to sem dni prej. Ja. Sam smo tako bili, da pač bi itak, če smo že tle, da bi igrali. Tako da nekako to nas tudi ful vodi, kamorkoli gremo. Je prvo recimo muzika, potrkaš na vrata, tako da bi pač sem naravno rekel, če lahko igraš, pa če so ljudje taki odprti, da ti pustijo, bomo pač igrali. Ampak Dan je še mlad. Ja, se to, ampak tudi danes ste nam pustili, da igramo na strehi. Ampak bi bila, ne, morda za njih tudi zanimivo, če vzamete kombi pa rečete, ne vem, ok, gremo na ameriški jug se peljati od bara do bara, tipsti bari imajo ponovadi kakšne odre, pa bi se oglasil We are here to play, ne vem, bi bila to za vas kakšna takšna poletna izkušnja? Mogoče, mi smo šli leta 2016, smo šli mi v Ameriko, tako da smo bili 3 mesece tam, tako da smo šli s kombijom po jugu in smo trkali na vrata tam na une bare in smo tam tudi igrali. Skoraj bi ostalo v New Orleansu zares. No se to je tisto, ne, dejansko, ko jih človek vidi in sliši, reče, ne, če bi jih kje
razumeli, bi jih pa mogoče tam. Ne? Verjetno Ja, tam, oni so dosti štekali, pa veliko ljudi tam gre tako na ta način. Često, da smo si tam našli en bar, pa en flat, pa smo pa zjutraj si šel že v bar in tam so bili postavljeni inštrumenti in se lahko cel dan. In zvečer so oni pol so ti dali prostor za igrati, so ti dali za jesti, ona mama je kuhala, tam je bilo odzadje. Ena Je kreolska mama. 8 dni za prijavo tudi tam potrebnih. Nimam. Ja, tam sploh ni zakonov. Tam je bilo tako, da ti je folk govoril, da ne se ga držiš blizu njega, ker ni policije, tako da boš če se kaj zgodi, morajo vsi vedeti, kdo je kdo, zato da te kdo pač čuva, ker ni noben policaj ne bo prišel. Drugače pa po domače. Ali pa pride guverner nekdanji not, ne, pa reče, who's your daddy and what does he do? Ja, Ne? vidiš, tako je. In potem pa veš, kaj in kako. Slovenski, angliški komadi zaenkrat imate obojne, ne omejujete se najbrž, ne kako pač pride ali kako. Ja, to je zdaj. V bistvu naša leta 2020 smo v bistvu to ploščo, da smo izdali v slovenščini. Predtem, to je bil tudi nek naš trajal je full dolg, da smo se sprijaznili. Mislim, ne sprijaznili, ampak da smo se začeli spoznavati slovenščino zaradi tega. Ker z blues glasbo velikrat tudi prije je že velikrat je definirana s tem jezikom ali pa z neko to kulturo. Ni nujno, ampak je. In pa je bilo treba spet veliko dolg časa začneš igrati te komade in igraš v angleščini in tako teče. Pa ugotoviš, da si v enem prostoru, kjer mogoče pa enih določenih hecov ali pa enih mogoče gitarnih for pa ne moreš izraziti s tem jezikom. Oziroma je ta jezik tak, še lepo, ko začneš pisati besedilo v slovenščini, ugotoviš, da je bolj neoseben je lahko angleški jezik. Da si ga zadaš nekam tja in izražaš neke občutke, ki so bolj stran od tebe, medtem ko se izražaš v jeziku, v katerem se vsak dan ima vsaka beseda neko svojo težo ali pa nek odnos moraš do nje imeti, ne moreš se sam izreči. Ko smo zdaj to zadnjo plato snemali, smo se pa slovenščino soočali pa spoprijeli na nek svoj način. Veš prismojni profesor svoj dolg, ne? Ja, tako so. Ja, se mogli je prijeti okoli, da smo se tako vprašali, ne? Za konec bomo poslušali v tem delu seveda še Tomaža Pengova Pigla iz plošče Odpotovanja, seveda zraven recimo Brecljevega koktejla, najbrž ne dve plošči, ki sta nekako na vrhu tega kantavtorstva. Vi ste si izbrali glasbo kot način življenja, bi rekel. Ne, ne predstavljam si, da ste čez dan v kravati, potem pa popoldne to, kar ste. Ne. Se pravi, go with the flow, to je ta način pri vas. Ja, in tako moraš biti čim bolj predan. Ugotoviš, da tudi če delaš neko stvar, ki mogoče ni toliko, da imaš službo, ki mogoče se ni nujno, da je to kreativna, ali da je samo čisto operativna. Ti še vedno toliko pobere ene energije, da ko priješ lahko zvečer domov pa popoldne, ne boš imel energije za kreativnost, se ti lahko začne dogajati. Tako da v veliki meri smo se v enem trenutku odločili, da bomo večino svojega časa posvečali prav na ta način. Tudi zato, da si lahko skos odprt, da če se ti ponudkaš na priložnost, da lahko hiter skočiš, če nekdo reče, priješ sam ali priješ tja. Da lahko, ja, tako da zihar žrtvuješ mogoče neko ali ene elemente varnosti ali pa ene elemente neke sigurnosti take na ta način. Obenem pa dobiš ful ene svobode, pa kreativni momenti se zares ne zgodijo, če jih rečeš danes boš od 8 zjutraj do 4 popoldne mogel nekaj narediti, je velika možnost, da ne boš. In glih Tomaž Pengov, ki je imel njegova prva plata, ki je naredil, pa v bistvu 8 let naslednjih ni naredil niti naslednje, ki tudi mogoče ni začutil ali pa ni našel ta zgovor, tako si predstavljam. Ja, ampak je pa vsaj živel ta način. In potem, ne, če rečemo, Helena, da si daj ne pogledaš v preteklost nazaj in rečeš, kaj bi pa lahko bilo, ne, pa sem hodil samo v službo ali kaj, ne. Ja, največja žalost, za kreativca pa sploh ne. Ja, se predstavljam. Dobro, Zlatko, zdaj te bomo malce spustili, da spet sprobaš, kako je oder pritrjen. Ja, mi bomo Pigla poslušali, potem pa čez pol ure nazaj v studio. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zadnji v tej sezoni, v tem ciklu, prismojeni profesori bluza. Zlatko, zdaj malce že ugret in to dobesedno, ne? Iz sonca na strehi. Ja, kako je sedeti soncem obsijan na bobnih, ko pa itak se že samo ogrevaš, ne? Ja. Vroče. Vroče. Repertoar ste se dogovorili ali se boste sproti prilagajali? Ja, v bistvu imamo to neko klasično pol dogovorjeno formo, kar pomeni, da imamo stvari, ki bi si želeli zaigrati in potem ne vemo sploh, koliko časa bomo igrali, koliko nam pustijo igrati, pa ponavadi tako, koliko časa nam pustijo igrati, recimo, pa une se kakšne komade podaljšuje ali pa tako.
Zdaj, prismojeni profesori bluza ste nekako po večini rojeni v 80-ih, ne morda bolj proti koncu 80-ih ali začetku 90-ih. Črpali ste muziko odkot, ne? Odkot ste se črpali? Od doma, od staršev jemali plošče ali na internetu, kaj našli z MTV-jem gor rasli? Ja, mislim, itak smo črpali z vse muzike, ne. To, da imamo v imenu blues, je tako podoben, mogoče vedno bolj podoben, kot ne vem, Eagles of Death Metal pa ne igrajo. Ali pa tako, to je bilo neka besedna igra, mogoče takrat, pa nas itak ni motil, da imamo to, pa zdaj nas tudi v bistvu nas ne moti, ampak ni pa to tako, da bi žanrsko se nam zdelo, da moramo znotraj tega ostati, ali pa tudi, da bi to muziko odraščali. Odraščali smo z ful je bilo punka, ali pa česa, ali pa metalike, pa tega ska punka, pa veliko je bilo pa ful obdobje, ne vem, različnih teh jazz plat, ki jih tudi greš čez tega. Pa itak tudi 70 ali pa 60 sigurno po neki vlogi glasbe, tako, kako je, glede na to, da je bila to popularna glasba, mi je bila še vedno zelo glasbena glasba, da so ljudje bili glasbeniki, ki so jo izvajali, da so imeli visoke cilje do sebe, pa da niso podcenjevali publike, da je bila to v bistvu glasba, ki je mladina poslušala, ampak jim je vseeno odpirala nekak mind. Tudi danes imaš veliko artistov, ki je tako, sam verjetno si predstavljam, da komercialna smer, ali pa veliko se je spremenilo od tistega časa. Tako si rekel, ko odpira mind, ne, Helena, če zdaj pogledamo ta industrija, ne, ko si založba izbere in sestavi band, ne, je pa bolj, ki jo zapira mind. Umetna tvorba. Ja, zabava nas, ne postavlja nas na kakšno obrobje, ne naslavlja kakšnih ali političnih, socialnih problemov, je v bistvu zelo taka glasba, ki nas samo tolaži, ali pa nam govori o ljubezni, koliko je lepa, in v bistvu zelo, v bistvu nas sam tolaži, ker so že tako je življenje kao težko in pol popularna glasba nekako služi v bistvu, da ne odpira še težjih tem. Medtem, ko v določenem času se tudi ni nujno, da daleč nazaj, tudi s punkom so se odpirale čist druge teme, pa je bila to tudi bolj popularna glasba še vedno v samem mladino. Pa tudi kasneje so še vedno kakšne s hip-hopom v 90-ih, tudi v Sloveniji, so se odpirale kakšne teme, ki se drugače niso, pa je bil zelo popularen, recimo. Ampak zanimivo, ne? Zdaj, ko si omenil tole, recimo, Jerry Heller, producent NWA, ne, je veliko zaslužil z njimi, čeprav so oni odpirali glave, ne? Malcolm McLaren je tudi dosti zaslužil Sex Pistols, čeprav so oni odpirali glave, ne? Tako da ta zanimiva kombinacija je bila, prinesi nam denar, ampak vseeno malce odpire glave, ne? Danes pa smo kaj, vsi gledamo nekoga, ko nam, ne vem, v videospotu prodaja, ne vem, telefon, pa majico, pa, ne vem, čeprav Zlatko bi tudi lahko, recimo, ne, kot član benda, recimo, kakšen surf bi vam, recimo, človek tu zraven dal, pa bi rekel, okej, ne? Ja, sej, bi lahko to tudi... Lahko bi prodajo, ne, sej, nam je, ta komercialen aspekt glasbe je ena stvar, s katerim se moraš na nek način sprijazniti, saj tudi mi odigramo koncert za nek denar, ne igramo za mleko pa za sir, tudi včas, recimo, verjetno se nam je tudi že zgodilo blagovne menjave, ampak hočem reči, da ga ne zanikamo čist, je pa res, da si včasih razočaran, ker se ti zdi, da so določeni dogodki ustvarjeni samo za to. In tudi začuti se v zraku. In mislim, da če se obkrožamo z velik, da je naš dogodek zelo zreklamiran, da je not una klasična gobica, kjer prodajajo čevapčiče pa pivo, noter v sredini ali pa tam v brobu, in da skozi imamo to vizijo tega, kako mora izgledati. Še vedno nekdo od nas nekaj skozi hoče, nekdo nam nekaj prodaja, nekdo od nas reklamira. Medtem, ko bi mogla glasba, imamo raj pol kakšne take tudi dogodke, kjer se mogoče organizatorji izognejo mogoče temu, da ni v ospredju. Ampak se jaz razumem, vsi razumemo oba aspekta, razumemo, da rabimo nekaj za to, da obstajamo, pa razumemo, da rabimo sponzore ali pa različne, da nam pomagajo uresničiti ta dogodek. Sam pa smo pa obkroženi v bistvu v reklamah za to, da imamo ta dogodek, pa spet vzdušje, ne vem, neko srednjo pot morda, ne? Tako. Da bi bilo najce včasih, ne, pogledaš line-up, ne, pa veš približno, ali je zaradi šanka ali zaradi publike, ne. Tako nekako. Če pa bi prismojenci recimo imeli možnost se vrniti v neko glasbeno ero nazaj v preteklost, katera bi to bila? Da bi ustvarjali recimo muziko tam. Ja, časovni stroj, kam bi vas odpeljal, evo, recimo. Aha. Ja, si predstavljam, da verjetno bi mnogi od nas verjetno, glede na to glasbo, ki smo poslušali, pa je največ poslušamo, verjetno bi rekel, da so nekaj 60. Konec 60-ih najbrž, ne? Pa recimo, ja, čeprav si predstavljam vedno, ker so nam pol, če si še malo bolj, če smo čisto še malo bolj iskreni,
česar bi bilo že počas preveč, ali pa bi bilo že tako popularno, da bi že čez ušesa ti ven štrl, bi spet verjetno bili glih mi unike, nam ne bi to recimo pasali. CCR so eno teh bendov, ki se nikoli niso preveč marali, če bi jim tako rekel, teh hipijev. So bili, če bi tako, takrat je bilo to, ker je bil tak vsi so temu sledili, to je bila taka neka, da so oni pač, jim sploh ni bila všeč ta subkultura, niti malo. Si predstavljam, da bi verjetno tudi mi bili nekje na obrobi, pa ne bi bili čisto noter navdušeni zdaj, pol goli plesali na tripu v Woodstocku. Jaz se tudi ne predstavljam, bi se znal zgoditi, ampak nisem čist ziher. Da se to je zanimivo, ne? Mogoče ustvarjalno gledano. Ko se kdaj pogovarjamo o subkulturah, ne, 80-ta so imela neko, pa 90-ta, pa si mogel imeti imič, ne, glasba in obleka in vse. Zdaj v 2000-ih pa je lahko, ne vem, tvoj najboljši prijatelj DJ, ne, ki je oblečen v ne vem kakšne italijanske dizajnerske cunje, ne, ti si pa lahko freestyler, ki furaš muziko iz konca 60, pa je vse cool, ne. Na ulici je vse mešano, ne, ni več tako strogo kot je bilo. Zanj sem igral nogomet na nekem igrišču, in so prišli neka mlajša generacija, pa so si dali ta boombox, pa so poslušali muziko in not je bilo, to so bili komadi od Eminema do Dorso, do ne vem česa in vse so jih poznali, vse so jih vedeli, kar pomeni, da ta čas, ki gre naprej, vse se nalaga, pa se nam skozi mind odpira. Če ne bomo zaprti, nam bo vsaka era dala nekaj lepega. Se zato nikoli ne romantiziramo, ne smemo romantizirati od prejšnjih teh dob, ne 60 nobenih. Bolj zdaj nam je res všeč biti tle. Imamo za 60-imi je prišel še toliko ene muzike, da smo veseli, da smo zdaj tle, ker imamo še več odprt mind za njo. Večkrat pravijo, da več ni pravega roka, ne? V zadnjih letih, ne? Je to tako? Pojma nimam. Še vedno po moje je. Odvisno, kaj pride v spredje, nekje se skozi skriva. Ne? Če bi hodil po vseh teh barih, pa po vseh teh klubih, pa iti iskat, bi našel marsikoga, ki ga drugače ne bi slišal, če bi samo sedel doma pa čakal, da nekaj prije do tebe. Skozi neke te ustaljene kanale, verjetno ni nujen, da bo prišlo. Ja, ali pa da bi vsa potovanja, ki bi bila samo zato, da se na robu pečine ali pa pred kakšno znamenitostjo slikaš, ne? Greš tudi zvečer v kakšen klub, ne? Čist neobvezno, tudi če ne poznaš, ne? Pa se usedeš in ne? Marsikdo te lahko preseneti. Ja. In tako. Dobro, da malce prekinemo govor z muziko. Gregory Porter in Liquid Spirit. Tle je bil zdaj glih, ja. Nisem uspel iti na koncert, mislim, da smo nekaj bili, ampak ja, eden od to je spet tak soul vokal po nekem času, se mi zdi, ki je presunil tako glasbeno sceno spet. Itak tudi seveda mojster, itak tudi takih zelo jazzovskih, ampak ta komad je zelo tak old school. Dober je tako v bolj baladah, počasnejših, kot v hitrejših komadih. Ne? Tako da se mi zdi odličen vokalist. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Zlatko iz zasedbe Prismojeni profesori bluza. Kam gre matica, vemo, matica gre v čebeljak, ne? Zato da čebele lahko funkcionirajo kot morajo. Zdaj imamo eno zanimivo rubriko, pa bom kar Heleni predal besedo, ne? Malce se boš na adrenalin spravil morda. Ampak res malce, ne? Prva asociacija bo najboljša in edina pravilna. Počakamo 3 sekunde. Okay. Ful je zgodil. Če bi z eno besedo opisal preostale člane benda, katere besede bi to bile za vsakega? A je vsakega posebej? Basist Miha je temelj, pa Težko je političen, pa Julijan je prijazen. Ti romantik ali realist? Sem po mojem, da bi bil romantik. Romantika tudi v tvojem jutranjem ritualu? A to je to, kar jaz mislim, da me sprašujete? Čim več romantike v jutranjem ritualu, ja. Najljubša aktivnost v prostem času? To je po mojem povezan s to romantiko v jutranjem času. To je dobro. Kaj pa res dober dan zate, kako ga zaključiš? V rokah ljubljene osebe na kavču, včasih pa na pivu s prijatelji. Zdaj sem 2 rekel, to niso asociacije, gremo naprej. Si vraževeren? Ja. In? 3-krat trkam. Ko gre? Kaj? Ka gre? Ja. Ne,
Ko pomislim Ko na gre kakšno črna slabo mačka čez, stvar, ko gre trikrat črna mačka, trkaš, ja, pa dimnikar. nekaj sem zanč plul, sam ni tako dobro. To boljše sebi noter. Drugač pa sem, skozi govorim 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Kaj sem bral? Mislim, da neko švedsko kriminalko sem bral. Serije ali filmi? Filmi. Časovni stroj v otroštvo. Če bi se danes srečal kot 15-letnika, kaj bi si svetoval? Bi si del klofuta, pa rekel, da se ne malo lepše obnašam. To je to? Hvala lepa. Jaz imam še eno vprašanje. Ne? Glasba ali slikanje? To se marsikdo pol, se mi zdi prej. Jaz bi kar ostal še vedno pri glasbi. Ampak je veliko krat povezano, ne? Se mi zdi, fulenga folka gre pol slike po glasbi. Se zato ravno, ne? Ja. Kot da je bilo audio komponente dovolj, zdaj pa gremo na vizualno ali kako. Ne? Ja, zanj sem govoril z enim isto gospodom, ki je ful preposnel v Sloveniji stvari, pa zdaj že slika že zadnje 20 let, 10-20. Očitno ne, nekako je treba spraviti to neko kreativo ven, ne? Zdaj glasba, slikanje ali pa beseda, ne, če se piše. Ja. Kako je pri vas, pravzaprav, no, to še nismo vprašali, z ustvarjanjem komadov? Najprej besedilo, najprej muzika, si skupaj, kako? Ja, odvisno koliko imamo, po mojem čisto odvisno od komada. Včasih te navdihne kaj, kad nekdo igra, pa sam sediš, pa imaš mikrofon vklopljen, včasih pa si doma, pa se ti zdi, ali pa nekje, pa se ti zdi, da moraš nekaj izraziti, kar se ti je zgodilo, ali pa kar razmišljaš, ali pa neke take stvari, ki si jih poješ. Pa si jih pa posnamemo na telefon, pa si jih pa podelimo med seboj. Koliko so pa recimo koncerti inspiracija za pisanje muzike? Ja, doskrat imamo te parti, ki so vmes, ki se zgodijo nekje, ki so improvizirani, tam noter se dogajajo, pa mogoče se naredimo pol strukture iz tega, ali pa kaj, če kdaj poslušamo, ali pa tudi vokalno, ali pa ideje dobivamo pol naprej, tiska, ker govoriš na umnosti na koncertu. Tako da ja, veliko. Drugače pa, kar se tiče samega ustvarjanja glasbe v zadnjem letu, pa je bilo seveda marsikaj drugače. Kako ste se spoprijeli s tem? Družili ste se najbrž še naprej, ne ustvarjali glasbo? To je bil mogoče nek čas za pogled vase ali okolje? Ali kako? Ja, dosti je bilo že gledanje vase. Ja, ful je bilo veliko gledanja, preveč vase, že na koncu. Drugače pa družili smo se naprej, igrali ta rock. Ta rock? Ja, to smo igrali tudi kaj muske, ampak fulkrat. Toliko smo navezani na občinstvo, pa na live koncerte, pa res smo jih imeli včas po 200 let, da polk je prišel ta čas, si mogel malo premisliti zase, zakaj vse te stvari počneš, pa veliko je zaradi ljudi. Tako da pol čas poh nismo kar ustvarjali, samo zaradi ustvarjanja samega, in zadnje čase se veliko sam tudi družimo, pa pustimo, da vidimo, kaj bi si vsak zaželel, da pa se skupaj odločimo iti na neko pot, ki ni mogoče biznis najboljša, ali pa da ni premišljena že naprej, ampak da sami res tako odnotar, da začutimo, kaj si želimo. Okay. Tako da želimo si igrati ta rock, to delamo zdaj. Ta rock, ne? Je to v 3 ali v 4 ali celo v 5, da tisti, ko meša, ima pauzo, da gre po pijačo. Da igramo v 3, če smo trezni, pa pol v 4 igramo, kapijemo, zaradi tega, da kaj itak nekaj mečeš, pa pol v 5, pa pol ne vem, ja, tudi. Ja, ne, tisti 5 je nekdo, ki servisira vse skupaj, ne? Ja, 5 plus 4 plus 1. Ja, on je pa hospitality host, ne? Ja, tako. Tako, še en glasbeni premor, da potem pa nekako zaključimo ta naš pogovor. Srce in Gvendolina, to je tak, ne, šolana muzika, ne? Ja, če rečemo. Ja, tudi tak dober čas, dober sound, pa se mi zdi tudi nek naboj ima ta glasba, nek tak misteriozen ali nekaj. Tudi malce impro, ne? Zmeraj, ko potegneš na benča in prijatelje, si jaz predstavljam, da komad ne bo dolg, ne vem, 4:29, kot je na albumu, ampak bo kakšna bas linija več ali pa kaj tako. Ja, zato se mi zdi, da je taka malo taka slovenska muzika, ta inspirativna je tudi za improvizacijo ali pa za nek ta čas. Radio SI Main Stage. Tako, zdaj že vemo, kdo bo bil ob 10:15. Zlatko, kaj je pričakovati? Ali pa kaj ni pričakovati? Ne vem. Ja, pričakovati nepričakovano. Zaigrali bomo nekaj skladb. Nekatere bodo tudi v slovenščini, bodo skladbe iz naše
nove plošče, prav tako bo ena skladba, ki še ni izdana, to bo prva skladba, upamo. In na koncu po mojem jam, to je improvizirana oblika zelo glasnega nažiganja. No, ampak zelo glasno nažiganje imamo radi, ne? Ja, se to. Ampak kako je pa z vami, ne? Slušalke, varovala so noter ali greste na polno? Ja, ne, premalo. Čas pol ti piska v šestih in vse. Ne vemo še, nekak ne... Tok imaš rad ta zvok, ki prije direkt ven iz večevalcev ali pa iz bobnov, da se vem, da je treba čuvati v šesa. Mogoče bi to rekel sebi, ker sem star 15. Evo. Ne, čez eno leto, če ga povabimo spet, nama bo vsaj na vsako drugo vprašanje rekel. Kaj? Ja. Upam, da ne. Ne, dobro, želimo dober koncert, ne? Tako, hvala Najlepša lepa, hvala, hvala se za veselimo povabilo. 15-6-10. Odlično. Pa, glej, ne, tudi če padeš, se pober nazaj pa igraj, ne? Hvala. Upam, da bom tam. Na strehi, če padem, se nam pobral. Dobro, vabljeni ob 10:15. Radio SI Main Stage.